spoštovani starši, učenke in učenci, bivši in sedanji učitelji, ravnatelji in ravnateljice, pomočniki, vabljeni gostje. Tako bleščeča je naša slavljenka v jutranjem soncu septembra, v tednu trajne mobilnosti, ko tudi ravnateljica zanesljivo prihaja peš v šolo. Praznovanje 120. obletnice šolske zgradbe matične osnovne šole v Ljutomeru smo si zamislili malček drugače. Praznovanje smo povezali z delom. Želimo, da bi bilo naše druženje danes prijetno in hkrati polno zanimivosti, ki naj nas navdušijo in spodbudijo za kakšno spremembo. Dragi gostje, dragi učitelji, dragi starši, dragi učenci, želim vam lep dober večer. Na kratko bom poskušal predstaviti razvoj naše šole od začetka pa do današnjih dni. 20. leta 19. stoletja, zadnja 20. leta, so obdobje druge industrijske revolucije, ki je povzročila ogromne spremembe tudi na slovenskih tleh. Spremenila se družbena struktura, velik je bil tehnički napredek, veliko ljudi se začelo zaposlovati v trgovini, v obrti, tudi v prvih tovarnah, železnica se je pospešeno gradila in ravno v tem obdobju se je porodila misel, da je potrebno izobrazbo obogatiti. Vse do konca 80. let 19. stoletja so učenci obiskovali pouk na 3 različnih lokacijah v mestu. To je seveda oteževalo samo organizacijo pouka, pa tudi kvaliteta je trpela. Zato so v 40. obletnici rojstva oziroma vladanja takratnega cesarja Franca Jožefa sklenili, da zaprosijo avstrijsko oblast, da jim dovoli gradnjo nove šole. Lahko smo ponosni na njo, konec koncev je del nas, del kraja, tudi del Slovenije in naj taka tudi ostane. Mislim, da smo vsi, ki smo zaposleni tu, vključno s staršimi otroci, pripravljeni na nove izzive. Hvala lepa, pa želim vam še Spoštovana gospa županja, magistra Olga Karman. V času vašega vodenja občine je sodelovanje ustanovitelja s šolo oživelo in se izboljšalo v marsikaterem pogledu. Prizadevate si, da šola funkcionira v okviru finančnih zmožnosti. Vabim vas, da nam spregovorite. Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši, učiteljice, učitelji, bivši, sedanji, spoštovana gospa ravnateljica, dame in gospodje, prav lepo vas pozdravljam in zelo sem počaščena, da ste mi dali tudi danes možnost besede in me tako lepo z prijaznimi besedami pospremili na oder. Obletnice so izjemno hvaležne priložnosti, ki nas spominjajo na dolžino poti, ki smo jo prehodili kot skupnost. Na čas, v katerem se je naših življenj dotaknila in na njo vplivala ustanova, ki jo slavimo. In predvsem tudi to, kako hitro mine čas med obletnicami. Šolska stavba je eden izmed najbolj prepoznavnih simbolov Ljutomera. Čeprav je tako rekoč skrita med drevesi, je jasno vidna stalnica zunanje podobe mesta, ki svojo mogočnostjo sporoča, da je znanje pomembna usmeritev in vrednota. Da imamo te kratke priložnosti, ob katerih se lahko ta hitro, tekoči čas za trenutek upočasni in nam tudi omogoči možnost za razmislek. Osebno me ta razmislek vodi do jasne slike. Vodi me do občutka sreče, ker imamo dobre učitelje, ki znajo učiti naše otroke več kot le tisto, kot piše v šolskih knjigah. Če
Če samo pomislim, kako sem hvaležna, ko grem po Ljutomeru in srečam šolske otroke, ki me vsi lepo pozdravljajo in jih lepo pozdravim nazaj. Srečna sem, ker se v njih spodbujate ta temelj samozavesti in pozitivne spremembe, ki jim bo vedno znova prišel prav pozneje v življenju. Spoštovane učiteljice in učitelji, vaša odgovornost je ena izmed največjih v državi. Ste skrbniki prihodnosti in hranitelji pravičnosti. Zato iskrena hvala, ker se zavedate vaše vloge in naloge, ter se trudite podati našim otrokom pravo znanje in prave vzglede. Za uspešno prihodnost potrebujemo oboje. Po drugi strani pa smo lahko odrasli še bolj srečni, ker imamo otroke, ki so na trenutke naši najboljši učitelji. Lahko smo jim hvaležni vsakič, ko nam dajo vzgib, da razmišljamo drugače in se zamislimo o svetu in lastni vlogi v njej, da skozi meglo slabe volje vidimo pozitivne žarke, ki osvetlijo spoznanje, da bomo pozitivno želi, če bomo pozitivno sejali. Prepričana sem, da je naša šola na dobri poti. Izjemno dobro sodeluje z lokalno skupnostjo, ne le v rednem delu, ampak tudi na povsem novih projektih, ki vzpostavljajo čut za vrednote prihodnosti, vrednote, kot je na primer trajna mobilnost. Vsekakor pa šola dobro dela le, če uživa in upravičuje zaupanje vseh, ki se na njo zanašamo. Torej, v prvi meri staršev, katerim gre res iskrena zahvala za podporo in prispevek k njenemu delovanju. Drage učenke in učenci, vam pa v tej priložnosti polagam na srce, da uživate v osnovni šoli, sprejmete izzive, da se vam ne mudi in da dosežete, kar lahko dosežete največ, ampak v prvi vrsti in v prvi meri zase. Potem boste zagotovo postali ljudje širokega duha in velikega srca. In s tem bo tudi naša skupna prihodnost res prijetna resničnost. Še enkrat iskreno čestitke na dobrem delovanju in dovolite mi, da ob tej priložnosti predam ravnateljici gospe Darji Bosič-Auer priznanje občine Ljutomer in ji zaželim skupaj z njenim kolektivom vse dobro delo tudi v prihodnje. Hvala lepa. Tako priznanje, mislim, da ga bomo več kot upravičili. Hvala lepa. Zahvaljujemo se vam za vaše prizadevanje z željo, da še naprej dobro sodelujemo. Šoli, njenim učencem, učiteljem, staršem, občini, vsem drugim, ki na kakršenkoli način usmerjate in tvorite ta mozaik šolo, iskreno čestitam in želim nadaljnjih uspehov. Upam in želim vam, da se zavedamo, da šola ni zgradba s 4 stenami, ampak šola je vsebina in ta vsebina so ljudje. Odrasli in mladina je pa resnično naša prihodnost. Iskrene čestitke še enkrat ob jubileju, zahvala vsem, ki ste tkali to skupno šolo 120 let in seveda želim vsem vam lep dan še naprej. Hvala lepa.
boš naučil kaj, na odkaza na tem mestu sedi, pa na klop roke, ne še peči, pazi zvesto, kaj učitelj govori. Tisto leto naša mačka je imela mlade 3. Vsak je zase bil igračka in zatorej tiste dni nisem nič rad poslušal, da bom kmalu šolo kušal. Pa so hlače mi se šili in kupili mi klobuk, staro čitanko dobili in dajali lep poduk. S Bogom zdaj in srečno pot, da postaneš kdaj gospod. Jaz pa tisti dan razreda nisem videl ne klopi. In še dolgo abecedo so bile mi muce 3. Z njimi hosti smo se skrili in po svoje se učili. A ta šola, Bog me da, strašno slaba je bila. Strgala klobuki hlače, moje lepe nove hlače. In ostal sem teleban, kot sem še današnji dan.